Dober dan, dobrodošli, spoštovani gledalci. Poznate tisto grško legendo oziroma grško mitologijo? Menda smo bili, po grški mitologiji seveda, ljudje nekoč z dvema glavama, 4 rokami in 4 nogami. In ker se je Zevs bal take moči, nas je razpolovil. In od takrat nam je menda usojeno in smo pravzaprav obsojeni, da vse življenje iščemo to izgubljeno polovico. Verjamete v to razlago? Ste vi samski? Ste srečno ali nesrečno samski? Kako se spominjate tega časa? Kot lepega obdobja, svobodnega, prijetnega ali mogoče zelo težkega, bolečega, hrepenečega? O tem danes, srečno ali nesrečno samski. Bodite z nami tudi vi, naj se ta dober dan začne. Klepetali bomo vsi skupaj, tako vsi gosti občinstva, kot tudi osrednja gosta. Ona je družinska zakonska terapevtka, ki med drugim vodi tudi delavnice za samske in bo znala veliko povedati na to temo, tudi svetovati. Z nami je Karolina Rebernik. Dobrodošli. Dober dan. In z nami je tudi soustanovitelj, ta, ki je pravzaprav odgovorni za največji spoznavni portal za samske v Sloveniji. To je Luka Kogovšek. Dobrodošli. Hvala. Ja, ko je Greta Garbo izjavila, da hoče biti sama, v smislu samska, je mogoče izpadla čudna. Zdaj, če to nekdo reče danes, sploh recimo mlada ženska, 30-letna, izpade pa, ne vem, trendovska. Je biti samski mogoče trend, celo način življenja, lifestyle? Karolina, kaj opažate? Ja, lahko je način življenja, če se samska ženska za to odloči. Vendar mislim, da v vsakem človeku je tisto hrepenenje po odnosu, po nekom, da z njim delimo življenje. Tako da lahko je to odločitev, vendar dobro je, da se zavedamo tudi tega našega notranjega hrepenenja po odnosu in da se soočimo s tem. Luka, kaj vi menite? Smo lahko resnično srečno samski? Vi imate kar nekaj izkušenj, kar se portala tiče, in me zanima, kaj vi pravite. Lifestyle, odločitev ali pravzaprav kompenzacija? Karolina omenja, da vsi v sebi nekje globoko iščemo nekoga. Jaz bi se kar strinjal s Karolino. Drugače, moja izkušnja je, da, ne vem, 160 000 Slovencev išče. Tako da, ko prihajamo v stik z ljudmi tudi izven portala, se pravi na naših spoznavnih dogodkih, takrat vidimo še kakšne druge motivacije ljudi, ki morda ne iščejo tako resne veze, ampak si želijo malo, da energije zakrožijo, zlasti po prekinitvi kakšnih daljših zvez in podobno, ampak konec koncev vsi iščemo. Z redkimi izjemami, ki pa jih jaz niti ne vidim, ne pridejo do nas. Vi ste omenili 160 000 uporabnikov tega portala, ne? Nekaj let nazaj je bila ta številka bistveno nižja. Ja, torej v zadnjih letih je pač največji slovenski spoznavni portal. Bom rekel, da so se ljudje osvobodili predsodka pred internetom kot kanalom spoznavanja. Predvsem zato, ker je tukaj po eni strani recimo Facebook ogromno naredil, da so se ljudje sprostili, praktično svoje zasebno življenje delijo množično na netu. Tako da so padle te neke bariere, da internet morda ni primeren kanal za spoznavanje. Se veste, internet je hladna tehnologija, ljubezen je vroča ljubezen. Kako gre zdaj to skupaj? To je pravzaprav en proces, da ljudje ugotovijo, pravzaprav, da imajo 2-3 prijatelje, ki so se spoznali na internetu, to je ponavadi tista stvar, in potem reče, ja, glej, moram pa še sprobati, ne gre drugače. Takih zgodb je tudi kar nekaj, ne? Vi ste mi rekli, mislim, dostikrat se vam zgodi, da vam napišejo, hvala, spoznal sem ženo, moža, partnerko, partnerja, zdaj se izpisujem iz portala, nastajajo poročeni pari, nastajajo družine? Seveda. Recimo samo lansko leto smo imeli čez 1000 parov. To so takšni primeri, kot ste rekla. Ko se dva spoznata, se izkažeta resnost medsebojno s tem, da se izpišeta, ker pač, a bo zdaj še gor, se sva našla. In takrat pač se mi potrudimo, da poskušamo dobiti te zgodbe. Vsako leto poteka natečaj Najina zgodba, vsako leto se en par samsko poroči v naši soorganizaciji. In pač teh parov je do zdaj okrog 15 000 od leta 2001. Ogromno otrok, ogromno porok, tako da sobote imam zasedene.
Ja, tudi mi zanimivo, zdaj, ko ste me spomnili, ker smo ravno sredi akcije TV Poroka, mimo grede v ponedeljek veliki finale gledalci, imate še nekaj časa na voljo, da glasujete, koga bomo poročili, no tudi med našimi pari ste se že znašla, oziroma so se znašli, mislim, da ni bil samo eden par, ki se je spoznal ravno tako, kot vi pravite, torej prek spleta. Me zanima, gledalci, kakšne so pa vaše izkušnje, kakšno je tudi vaše mnenje, torej srečno, nesrečno samski, kako se vi spominjate svojega samskega časa, ste zdaj samski in kako se ob tem počutite. Tukaj ni ovir, povejte, delite svoje izkušnje z nami, telefonski številki boste odprti, to je oddaja za vas, tu smo zaradi vas, 01-475 20 20 20 21, srečno ali nesrečno in zakaj seveda samski. Karolina, prej ste rekli, torej nekje v sebi iščemo partnerja globoko znotraj nas, pomeni to recimo, da če pa živimo koliko toliko srečno to samskost, a potem nekaj kompenziramo. Namreč podatki kažejo, da se naprimer ženske, vi vem, da delate ravno z ženskami, ki so samske, dostikrat v tem obdobju res dosti bolj posvetijo prijateljicam, karieri in jo v tem času najverjetneje tudi res naredijo to kariero. Ja, to je super, če lahko se posvetijo karieri, da iščejo v bistvu sebe. Ta samskost je v bistvu prav obdobje, kjer mi lahko najdemo sebe, lahko raziskujemo, kdo smo mi, odkot izviramo, kaj so naše potrebe, kaj so naše želje in kam gremo. In je super, da se lahko družimo s prijateljicami, po drugi strani pa da se tudi zavedamo, kdo pa smo mi in kaj mi čutimo. In da se probamo navdušiti nad enimi stvarmi, ki jih mogoče prej niti nismo počeli, da najdemo spet to navdušenje nad sabo, v redu, da lahko vodimo tudi svojo kariero, da si damo eno potrditev, da mi smo v redu, tudi če smo sami, da smo čisto v redu. Se pravi, dejansko je tako, kot nekateri tudi vaši kolegi pravijo, biti samski oziroma to obdobje je čudovito za osebno duhovno rast. Lahko je čudovito za osebno duhovno rast, seveda. Prinese pa to obdobje tudi veliko stisk. Veliko nekih čutenj, kot je recimo osamljenost, žalost, hrepenenje, manj vrednostni občutki. Tako da se pojavlja oboje, ne? Me prav zanima, kaj pravite gledalci. Kateri občutki, ki jih je zdaj gospa Rebernik naštela, se mogoče pojavljajo pri vas ali pa so se? Kaj pravite? Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, srečno. Dober dan. Srečno? Tudi vam ste srečno samski ali srečno oddani? Prosim? Ste srečno samski ali srečno oddani? Ali kaj drugega? Srečno sem samska. Samo par trenutkov bi govorila o moji življenjski poti. Bila sem v kar 3 partnerskih zvezah, vendar takrat nisem spoznala, da iz tega ne bo nič. Ne razmišljam o tem, da bi se ne vzpostavila še kako partnersko zvezo, vendar sem sedaj samska srečna, kajti v življenju imam vizijo. Imaš lahko smisel, če pomagaš sočloveku in na ta način nekje dopolnjuješ nepartnersko zvezo. Hvala lepa. Ja, hvala za vaše besede, da ste jih delili z nami. Mogoče tudi spodbuda za koga, ki zdaj gleda in posluša. Hvala, da ste poklicali. Kdo je še z nami? Kaj pravite vi? Samskost, biti samski. Težko ali lepo? Tudi za partnersko zvezo. Jaz sem, ne bom povedala imena, ampak sem iz Notranjske, ne? In imam zelo slabe izkušnje, zaljubljena do ušes in vse, ne? Ampak pol, ko se to podere, pol gre, je katastrofa, ne? Ni več lepo. Jaz sem, če se 2 ujameta, to je čudovita zadeva, ne. Zdaj sem sama, ampak rajši sama, kot da imam enega terorista nad sabo. Ja, hvala, da ste nam tudi to sporočili. Gotovo pomembna iztočnica. Karolina, glede na to, da vi delate z ženskami, ki so samske, verjetno so med njimi tudi take, ki so imele težko izkušnjo v partnerstvu. Tudi tam je daleč od tega, da je vse popolno. Lahko je zelo boleče, lahko je zelo hudo, kot je zdaj tudi gospa omenila. Kaj je pa v tem primeru pomembno, da naredimo, ko ostanemo sami? Seveda, odvisno je
kako pridemo mi do te samskosti. Če imamo eno zelo bolečo izkušnjo za sabo, je seveda čist drugačna dinamika, kako se daje naprej, kako prevrednotiš spet tisto, kdo ti si, kako spet najdeš stik sam s sabo in kako se lahko spet potem navdušiš nazaj nad življenjem. Seveda je to obdobje dobro, da si vzamemo čas, vsaj nekaj časa zase, da ugotovimo, kdo smo in da predelamo mogoče tisto zvezo, tisto izkušnjo, ki smo jo imeli. Pa če je še tako boleča, kot je, da ugotovimo, kaj se je tam pravzaprav dogajalo, v kakšne vzorce smo se spustili in kako lahko gremo iz tega boljši naprej. In kako lahko naredimo nekaj na sebi, da se bomo pripravili na novo zvezo. Kaj pravite še gledalci? Kaj vi čutite, kaj ste čutili v obdobju, ko ste bili ali pa če ste zdaj samski? Kdo je še z nami? Dober dan. Lep dan želim, lepo poslušalec, ja. Ja, lepo zdrav. Moških je menda po statistiki več samskih kot ženskih. Poslušajte malo, nekaj je, ne. To delo sem ga lama. Tale mlada dama, ne, ona nima izkušenj. Jaz imam hčer starejša dvakrat, kaj je ona, ne. Se pravi, ona ne more mozak men prat, ne, a veste. Dobro, gospod, dajmo poskusiti ne biti žaljivi, ne? Gospa ima kar veliko izkušenj, zato sem jo tudi povabila, tako da tukaj lahko takoj končamo debato. Namreč, Karolina, vi resnično ste terapevtka in zdaj, ko je ravno to dobra priložnost, lahko malo več o teh delavnicah poveva, ne? Na vas se obračajo samske ženske, mlade, in z njimi vodite delavnice. Kaj jim pravzaprav tam razlagate, česa jih učite, tudi za vse tiste gledalke, gledalce, ki mogoče zdaj v domu poslušajo in si želijo kakšnega nasveta, kaj je pomembno točno v tem obdobju biti samski, da torej delamo v tem obdobju? Ja, najpomembnejše, kar se jaz srečam s svojimi delavnicami in s puncami, ki jih obiskujejo, je to, da si tam dovolimo začutiti, kaj mi smo, kaj mi nosimo v sebi. Pa če je to žalost, okej, a si lahko sam dovoliš to čutiti. Pa če je to bolečina. Ker dostikrat je potem tako na zunaj se moramo delati, da smo v redu, da nam je zelo fajn. pritiska na nas, a ne? Seveda, seveda. Ja, kdaj bodo končno otroci, kdaj bo družina, kaj je s tabo narobe, da si samska. To so kar hudi stavki, v bistvu, ki tako ženske kot ki jih vse te punce nosijo. In tukaj jim damo en čustveni prostor, kjer pa lahko one izrazijo, okej, kdo pa jaz tukaj sem, od kje pa prihajam. In dostikrat se na teh delavnicah vrnemo nazaj v našo izvorno družino. Kaj se je tam zgodilo, kje sem se jaz naučil svojih odnosov, ki jih vlečem naprej. In zakaj tako nujno potrebujem nekega partnerja, da mi zapolne eno praznino, ki je v meni. Od kje ta praznina? Od kje se je pojavila? Predelujemo te stvari in gremo dostikrat nazaj v družino. In potem se seveda dostikrat srečamo s tem, z odhodom od doma. Ali smo res mi odšli od doma? Tudi če smo fizično odšli, kaj pa čustveno? Torej, tu se odpre marsikatera rana lahko iz otroštva. In mogoče, ko to rešimo, tudi pride ta princ, če ga tako čakamo. Seveda, pride, ampak najprej moramo biti mi tiste princeske. No, princeske, če zdaj razmišljate, ali bi kliknile ali ne, takoj po premoru vprašam Luko, kako je pravzaprav na spoznavnih portalih? Čakati, da vas kliknejo ali klikniti? Pa tudi poslušam vaša mnenja. Hodite z nami. Rojena v Karlovih Varih, občudujejo ves svet. Edinstvena harmonija mineralov in svežega okusa, ki se jim ni mogoče upreti. Za vse, ki od življenja želijo največ. Ste si vi zaželeli Matoni? Kjer je življenje, tam je Matoni. Pridi bliže, naj se ti razkrijem. Popolnoma. Reci mi Suzi. Suzi, nova tabloidna revija. Na voljo vsak petek, samostojno ali v kompletu s slovenskimi novicami. Slovenske novice, z vami že 25 let. Glasba je del našega sveta. Avtorska pravica zagotavlja prihodnost glasbi. Sazas, vaš partner. Napovej največjo daljavo v planici in osvoji lepo nagrado. Nova KBM. V hitrem ritmu življenja vas bolečina lahko hitro ustavi.
Nalgecin S ustavi bolečino, preden bolečina ustavi vas. Nalgecin S. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Živjo, kaj novega je žita? Hribovc Pirin s hrustljavo skorjo, a z mehko in slastno sredico. Prejemnik zlatega priznanja za kakovost 2016. Morate ga probati. Začne se s prepričanjem, da si lahko vsak dan v družbi odličnih ljudi. Zato sem ponosen, da sem del kolektiva Lidl Slovenija, kjer so odgovorno delo, poštenost, povezanost in prijetno okolje del vsakdana. In to mi je všeč. Lidl Slovenija. Srečno ali nesrečno samski. Kaj vse prinaša to obdobje, ko iščete partnerja ali pa se odločite, da ga ne boste iskali in uživali v tem? Luka, prejle sva se pogovarjala, koliko uporabnikov je pri vas. Me zanima, smo napotki recimo za nekoga, ki je v taki stiski, kot recimo sva se zdaj z Karolino pogovarjali. Če se odločimo in pridemo na splet, ne? Kaj je dobro, da delamo, da tudi tam mogoče ne bomo razočarani? Ker to je zdaj več stvari. Torej, ali biti aktiven, klikati nekoga, ali čakati kot princeska, da nas nekdo klikne in potem tudi, kako se izogniti kakšnim morebitnim razočaranjem, da ne bo vse tako, kot je tam opisano. Torej, da ta princ mogoče, ko bo prišel na zmenek, ne bo tako lep, kot se je opisal. Ali pa ženska. Torej, tukaj je kar precej stvari, ne? Najprej se treba registrirati. To je prvi korak, ki ga marsikdo bom, ne bom, ja pa sej pa... Zanimivo je, da veliko ljudi se odloči, da pokuka tako, da nek njegov prijatelj, prijateljica pravzaprav se zraven njega usede pa reče, ti bom jaz na hitrico pokazala, čist preprosto je, ne? To je tak tehničen, praktičen vidik. Ampak drugače pa tako. Moško pa žensko vedenje na teh portalih je precej različno. V bistvu posnema klasičen spoznavni proces. Torej, tipično, vsaj tisto, kar imamo moja generacija še v glavi, je, da pač moški pristopi do ženske. Dunajska šola še. Tako, ne? Zdaj so stvari malo spremenile. Oziroma, dekleta so ugotovila, da tako ne bo več dolgo šlo, če bojo samo čakala. Govorim tudi za klasično spoznavanje. Ja, kaj Dunajska šola izumira, ne? V živo. To je problem. Ja, časi se spreminjajo. Posledica tega je, da imajo ženske zelo veliko sporočil, moški pa manj odgovorov, kot bi si želeli. In pač to je neka logika teh portalov, da če si moški, si moraš narediti nek seznam ljudi, ki bi jih rad kontaktiral, torej deklet ponavadi, in probaš kontaktirati. Dekleta pa pač potem med vsemi prijetimi sporočili nekako izbirajo, s kom bi se pogovarjala, s kom ne. To je zelo tipična situacija. Potem naslednja stvar, fantje smo zelo akcijsko naravnani, se pravi, živjo, jaz sem Luka, tole je moj mail, tole je, ne vem, moj Facebook profil, da mi pošlje še kakšno sliko, pa se vidva čim prej v živo. Adijo. Taka otvoritvena sporočila ne delajo. To je zelo odbijajoče za punce. To je tako, ko bi prišel v lokal, pa bi rekel, živjo, tole moja telefonska, ne, oziroma obratno, tole moja telefonska živja. Se pravi, ljudje so sredi interneta poskušajo pospešiti stvari, da bi čim prej se zgodil nek preskok v živo, zlasti moški. Ženske pa tega ne marajo ponavadi. Ženske pa rade malo klepetajo, potem pregledajo človeka, medtem izvabijo kakšno osebno informacijo od človeka, ga malo zgooglajo, malo Facebook, malo ugotovijo, a je to... Predvsej preiščemo terena. Ja, saj to se dogaja tudi pri klasičnem spoznavanju zdaj. Torej, jaz bi lahko vas zgooglal, ali pa kogarkoli, ker me zanimate, ali poslovno, ali privatno, ali kakorkoli. To ljudje zdaj pač delamo. Pri spoznavnem procesu online je pa pač ta del še bolj intenziven, ker ti manjka fizični stik. Seveda hočeš pač čim več verjetno zvedeti o tej osebi. Gospod Marko, obstajajo drugače tudi portali za seniorje, veste? Me zanima, vi bi recimo, če bi bili v taki situaciji. Ja, zdaj je... Kliknili tam kakšno damo? Jaz zdaj ne bi, ker sem v domu, imam veliko dam zraven, tako da nim ben problem, pa to ne. Ker je bilo pa mladosti, če bi povedal to, jaz sem imel čudovito mladost. Čeprav sem bil brez očeta že dolg časa, pol je bila prva ljubezen, plesati smo hodili, krasen, telovaditi, pa tako naprej, potem še v vojsko, potem prije druga ljubezen in s tisto sem se pa poročil. In to je dobro, da sem se poročil takrat, ker imam sina, hčerko
3 vnuke, zdaj imam 2 meseca že pravnukinjo, tako da je čudovito. Nisem bil res dolg časa lepo poročen, zadovoljen, zelo. Zdaj sem pa že 9 let srečno ločen. Tako kot je Lado Lesko rekel, da je 3-krat poročen pa tako naprej. 3-krat srečno ločen, enkrat, zdaj 4-čič srečno poročen, je rekel, ko je bil pri nas. No, zdaj sem pa tukaj v domu, lušenje, tako naprej in to je pa zdaj tic, kot sem že zanč rekel, zdaj pa prišla še 3. ljubezen. Gospod Marko si zasluži en aplavz za čestitke, za vnuke, pravnuke. To je lepota življenja tudi, ki jo tako občuti. No, ko je ravno gospod Marko se dotaknil tega poročeni samski, mislim, saj je pravzaprav en zanimiv paradoks, ne? Smešne, mislim, poročene ženske zavidajo samskim, ne? Te samske pa poročenim. To je zanimivo, ampak to se dogaja. Kako smo pol narejeni ljudje? Da se pa potem, ko smo pa poročeni, ne? Pa samo tarnamo, kako je hudo in da je bilo seveda dosti bolj prej, ko nisi potreboval nobenemu nič razlagati, ko je bila svoboda na prvem mestu, ko si bil neodvisen. Ja, kar obaj, izvolite. Torej, pri nas je tip, mislim, mi imamo veliko posla s samskimi, normalno, ne, skozi. Tako da, pri nas se zelo jasno kaže, da samskost nima nobene veze z samoto, nima nobene veze z osamljenostjo. To so čisto različne stvari. In to, kar ste rekla, se da skozi te občutke povedati, ne, se pravi, ljudje mislijo, da če so sami, da je to idealna priložnost za duhovno rast, aktivnosti, ampak se morajo tega lotiti. Če se pa ne lotijo tega, potem se pa priplazi na mest bogate interakcije socialnega življenja, se priplazi pa samota, ki hrani osamljenost. Osamljenost je pa tisto, kar je negativen aspekt samskosti, ne. In v resnici je tako, da veliko ljudi, ko se razide, imajo močno potrebo po socialnem življenju, ne. Zdaj sem pa frej, kje je kdo, gremo, ne. In takrat je v bistvu zelo veliko odvisno od tega, a bojo uspeli dobiti neko ožjo skupino, da bojo zaživeli, ne. Ker če jim to ne uspe, potem lahko slej, ko prej padejo bolj v ta negativni moment, ne. In iz tega izhaja vse to, kar ste vprašali, ne. Se pravi, nekdo, ki pogreša tisto, kar trenutno v življenju nima, ne. Recimo, jaz imam tudi 3 majhne otroke, ta teden smo bolj malo spali, sem prosil vašo kolegico, da me fajn nališpa, ne, v smeru, da fajn udrtine videli, ne. In obratno, ne, ljudje, ki so pa samski, imajo malo preveč časa, si mislijo, imate le tako mu je fajn, polno življenje ima, tako kot gospod, ne, ko je zdaj opisal, vnuki, pravnuki, krasno je, ne, življenje je polno, ne. In kot je Karolina prej rekla, odnosi so tisti, ki nas polnijo. Ljudje smo pač odnosna bitja in če teh odnosov ni, težko narediš odnos z mrtvimi stvarmi, ne, ali pa sam s sabo. Odnosi kot taki, ne. Ja, tako da nekako si moramo povezati v ene dobre skupine ljudi. Ja, ker psihologi, psihoterapeuti tudi niso pravzaprav enotni, ali boljše živijo samski ali poročeni. Veliko raziskav je na to temo. Kaj je recept za srečo? Tukaj ni enoznačnega odgovora. Jaz mislim, da oboje lahko dobro živijo, če so vpeti v neke odnose, če te odnose živijo. To se pravi, tudi samski so seveda vpeti v ene odnose. In tudi samski ni nujno, da so svobodni, in tisti, ki so vezani, ni nujno, da so vezani, ampak je tudi, mogoče je dobro, da to razjasnimo, da je tudi v enem zakonskem ali partnerskem odnosu v bistvu je pomembna svoboda. Ne svoboda v tem smislu, da gremo zdaj k drugim partnerjem, ampak svoboda v tem smislu, da lahko jaz sam sebe izražam ob nekomu, ob svojem partnerju. In to je tista svoboda, ki je v bistvu rast z nekomu v odnosu. In tudi, če si samski, si lahko zelo ujet, si lahko zelo zvezan z enimi svojimi vzorci, z eni svojo notranjo stisko. Tako da to so taki pojmi, ki jih je fajn razjasniti in vedeti, kje si in kam greš s tem naprej. In tudi, tako kot si rekel, ja, ko grejo ljudje narazen, imajo močno to socialno potrebo. Vendar ni nujno, ne. Dostikrat se ženske zaprejo, nočejo videti nobenega moškega, vsaj en čas. Ok, prav, daj si čas zase. Tudi to lahko si vzamejo. Seveda, seveda. To je tista svoboda. Ampak pogovarjati, ne? Ja, ker drugače psihologi svetujejo, da vseeno bodimo odprti, ne se zapirati, ker tukaj se pa res lahko kaj hudega zgodi v smislu, da res v depresijo pademo. Ja, ampak na ta način
Sej lahko malo pustim fante zdaj primer. A se lahko zdaj malo ukvarjam sama s sabo? A si lahko sama sebi dam eno priložnost, da spoznam, kdo pa jaz sem? Se fantje bojo tam počakali in bojo prišli. Ampak kdo sem pa jaz tukaj? Ampak čisto konkretno, jaz vem, ko mi tudi prijateljica povedo, to je res lahko boleče. Za Božič si lahko sam. Zdaj le prihaja velika noč. Ni velikonočnega zajtrka, če tega partner recimo ne naredi. Za 8. marec ženske, naprimer, ki so bile samske, lahko niso dobile cvetja. To je lahko res na tej zelo tukaj ravni, individualni, boleče tisti dan, tisti trenutek. Kako konkretno ta dan preživeti, ga prebroditi? Kaj narediti? Recepta ni. Dobro pa je, da se soočimo s sabo. Ok, si rečeš, ja, dobro, letos je tako, noben mi ni prinesel rož. Kaj zdaj? Kako jaz sam s sabo zdržim, da meni noben ne prinese rož? A to pomeni, da sem jaz manj vredna? A to pomeni, da sem jaz slaba, ker mi zdaj noben ni prinesel rož? Ne. Ok, dajmo videti, kaj lahko tukaj naredim. Mogoče bo drug let drugače. A grem lahko jaz po eno rožo na vrt? Ja lahko pogledam, si lahko rečem, ok, zdaj tako. Zdaj sem sama s sabo, v redu. A pa kliknem nekoga na Božič. Mi tipično organiziramo spoznane dogodke, druženja, da pomagamo premostiti to. Torej ne samo, da se po spletu pogovarjamo, tudi dogodkov je veliko za samske. Tudi tam se lahko družimo. Mi priredimo med 80 pa 100 spoznavnih dogodkov na leto. In se jih udeležujemo Slovenci? Seveda. Množično? Mislim, različno. En formati so zelo veliki, recimo največji zmenek na slepo pride do 2000 ljudi, to je največja zadeva, do, ne vem, hitrih zmenkov, 5 deklet, 5 moških primerljive starosti. Recimo za tak primer, ko ste zdaj rekla, tipično, kar bi naredili, je gledališče, kakšna komedija z druženjem in klepetom po. To je krasen format. Ljudje imajo skupno temo, nasmejani so, pozitivno so malo, so privzdignjeni in takrat se lažje spoznavajo. In podobno. Gledalci, me zanima, kaj vi naredite ob takih trenutkih? Kaj ste naredili? Kako se počutite? Takoj po kratkem premoru vas čakam. Ostanite na zvezi. Operil hitro pomaga odmašiti nos in sinuse. Deluje do 12 ur. Skrajša nahod. Operil hitro pomaga odmašiti nos in sinuse. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Napovej največjo daljavo v planici in osvoji lepo nagrado. Nova KBM. Živjo, kaj novega je žita? Hribovc, Pirin, s hrustljavo skorjo, a z mehko in slastno sredico. Prejemnik zlatega priznanja za kakovost 2016. Morate ga probat. Začne se s prepričanjem, da si lahko vsak dan v družbi odličnih ljudi. Ljudi, ki jim ni vseeno. Zato sem ponosen, da sem del kolektiva Lidl Slovenija, kjer so odgovorno delo, poštenost, povezanost in prijetno okolje del vsakdana. Kjer drug drugega spodbujamo in se veselimo skupnih uspehov, kjer lahko rastem in kjer sem nekomu v navdih. In to mi je všeč. Lidl Slovenija. Vam je težko, ker ste samski, ali pa vam je bilo težko, se spominjate takrat, ko ste bili samski? Ali pa ravno obratno. Kaj pravite? Dober dan, kdo je z nami? Ja, dober dan. Dober dan. A se slišimo? Ja, izvolite. Ja, tukaj je Zlatko. Gledam jaz to vašo oddajo pa komentarje, bom rekel tako, pa me čist nič ni sram. Ženske in denar, odkar postoji vsej moderni svet, so sveta vladar. Ne glede, a je to predsednik ali to je ženska vodilo. Torej, drugo, biti ljubljen in ljubiti, to je pomemben faktor za dva. Torej, jaz sem srečno ločen. Biti srečno ločen in si priznati, da nisi sposoben ali pa da ti je bolj všeč, če si sam, ali pa srečno poročen. Danes v globalnem svetu živimo pač vse skupaj, tudi bogate države, tudi tam je zdaj to moderno, ker se kažejo, ker bom rekel, so noseče, kažejo trebuščke s ponosom, za leto dni grejo narazen. Jaz se ne hvalim s tem, ker se to sicer ne govori. Veliko sem v življenju stotine žensk spoznal
in mi nič ni za to žal, sem bil dober sogovornik in so mi marsikaj zaupale. Tudi take meni primerno. Jaz mogoče nisem bil sposoben za zakon, sem flirter in hvala Bogu, da sem tak in še zmeraj zdrav. Bom pa nekaj rekel, ne? Pri nas, ki je vse na psu kot država, tako ali drugače, pa ne samo pri nas pa lahko poudarim. Je pa to moderno, zdaj nemoderno. Ženske skoraj službe nikjer ne dobijo, če ne oplenijo enega moškega, so pripravljeni z njim dobiti tudi otroka, samo da dobijo šiht. In to je pač, žal je tako, če druge ni, ne. Tako da bom rekel, teh fatalk je ogromen in take ženske tudi pol ne morejo reči, da so srečno poročene. Če glih jaz ženski svet zelo spoštujem, imam rad ženske, so lepe, so en čar narave, lepotičke, svet v naravi, kar ne bo najbolj dolgo trajalo, če bo ta zmešana politika svetovna dopustila, pa nisem bog ne daj rasist, da nam kdo v studiu razumel, da sem to, ker bojo prišle druge kulture v Evropo, pol pa se bo ženske zamislile. Mislim, da nekje preveč izkoriščajo ego. Ženska naj nosi krilo, ne pa hlače. Hvala lepa. Ja, hvala za iztočnice, hvala, da ste delili tudi vi svoje razmišljanje z nami. Čisto na začetku, ko je gospod omenil denar, to pa sem tudi sama zasledila in prebrala kot kritiko, da ne bi to še vedno veljalo, da ženske tudi takole na portalih, recimo Luka, ki iščejo partnerje, v glavnem gledajo na to, kako premožni so, s čim se ukvarjajo, kako močni in vplivni so. In tudi nekaj prijateljic mi je že reklo, da njej je pa pač to res pomembno, drugače pa ne bo šla na zmenek. In potem seveda prijateljice njej svetujejo, pa znižaj malo kriterije, če nočeš biti samska. Kaj pa rečete na to? Zdaj tako, moje mnenje je, da do določene mere, seveda, če smo v patriarhalnem še svetu, kako ste rekla, Dunajska šola, potem moški, če je bil približno tako vzgojen, mu tudi to paše v njegov zemljevid sveta. Se pravi, da bo pač poskušal po najboljših močeh poskrbeti za družino in jaz ne vidim čisto nič slabega. Pač moški načeloma imamo princip dajanja, ženski princip sprejemanja, to velja za večplastno, kaj to pomeni. In zdaj, če ženska krasna mati, če ustvarja doma čudovito vzdušje, če pričara erotično vzdušje v spolnost, če zna povezati nekoga, enega očeta, ki je recimo bolj deloven, storilen mislim, ženska lahko ogromno stvari naredi, ki do neke mere pašejo v ta model, da moški več zasluži. In tu s tem ni popolnoma nič narobe, to je moje mnenje. Pravzaprav jaz tako živim, se mi zdi. Ampak bi pa težko rekel, da je pa zdaj to sploh v tem modernem svetu, ko ženske tudi čedalje več, bom rekel, zaslužijo in tudi čedalje več dajo na svojo kariero, da je to en model, ki bi kar veljal na splošno. Bolj se mi zdi to, da ženske, ki zdaj veliko delajo, imajo bolj problem s svojo identiteto, v smislu pač izgubljena ženskost, v smislu teh klasičnih prijemov versus kariera, ki je zdaj čas za vse, ki je energija in tako naprej. Moje mnenje je, da ženske v današnji družbi imajo težavo z tem, da bi vsa polja pokrila, ker je pač preveč vsega. Recimo, če je moški zelo delaven karierist, si pač lahko reče, da tam 70% časa pusti, pa je še vedno okej. Če ženska to naredi, mora imeti zelo specifičnega partnerja, da to špila, ali pa neko skupnost, ki suportira to zadevo, da je vse okej, da otroci nimajo težav čustvenih, bohat kakšnih. Tako da moj odgovor je ta. Sigurno obstaja segment žensk, ki dajo več na to, kot so vedno bile, ampak v splošnem pa ne opažam. Večina ljudi si želi enakovrednih partnerstv. Je pa zelo različno po starostnih skupinah. Mlajši, ki si želiš predvsem izkušenj doživeti. Ko iščeš partnerja za družino, torej kot je biološka ura tik-taka, takrat sploh želiš človeka, ki je vsestransko okej. Varnost. Varnost, ja, seveda, ampak tako, takrat to je ena zgodba. V tem po ločitvah je pa tretja zgodba. Po ločitvah je pa bolj, zlasti če imamo majhne otroke, po ločitvi še vedno iščemo eno skupnost, kjer bojo otroci rasli. Pol kasneje, ko smo pa recimo vdoveli ali pa pozno ločeni, takrat pa v glavnem vsi iščejo, zlasti moški,
lepa doživetja, užitka. Takrat je tudi manj kompliciranja, ni kompromisov potrebnih za, ne vem, nekdo napiše, grem jadrat, imejmo se fajn, pa z mano in pa ženske grejo. Ni tega tajzga se ne more zgoditi v starostni skupini 30 let. Ja, točno to. Mislim, biti samski je tudi res zelo, zelo verjetno različno glede na to, v kateri fazi življenja smo, da tako rečem. Razmišljam, gospod Vinko, kako se vi spominjate svojih faz? Vsi smo kdaj bili samski, najbrž, ne? Torej, pred nekaj leti je bilo sicer res vse drugače, pravite, ne? Ampak kako se vi spominjate tega, ko ste vi iskali svojo par? Veste, kako je, dok si sam, dok si poročen, je glede dober, ste dva skupaj. Če se pa enkrat sam, pa da se več ne more sam rihtati, pa moraš imeti kakšno pomoč, naprimer greš v dom, ali pa jaz prej včasih sem bil sam dolg časa in sem tako dobil eno prijateljstvo in sem hodil na razne kakšne plese, pa na zabave, pa na morje smo hodila tako, zdaj sem pa tako rado, da sem se odločil, da sem šel v dom, v domu je pa mi kar zadovoljen s tem, ker tukaj imamo vse, vete, noter, tukaj imaš hrano, imaš čistočo, imaš zdravnika. Ja, v takih letih gre za varno, za skrb tudi. Ja, tako je, vete, ker šel sam doma, ne moreš se to sam rihtati, pa ne. Vse sem prijatelj, zdaj imam pa mi šle včasih domov malo pospraviti, pa skuhati, pa zrihtati, pa sem hladilnik dol, pa to jedel, ampak tukaj si saj bolj navaren se in tako imaš bolj red, in tako da sem se odločil za dom. Imam pa tudi prijateljstvo, ko prijem večkrat obiskati, pa jaz, da ni grem tudi, ne. In tukaj se... To je ljubezen? Navezan sem, ja. Pravim, če je ljubezen. A že ljubezen, ja, ljubezen. No, vidite, lahko en aplauz. Na ljubezen je treba zmeraj ploskati. Ja, še ljubezen, pa imaš vsega, ne. Če bili ste starejši že, ampak... Ne glede na to, ne. Na ljubezen še zmeraj. Ljubezen je na vrhu, ne, na vrhu lestvice. Kaj pravite gledalci še, da vas slišimo? Dober dan, kdo je še z nami? Dobar dan, ne vem, ali sem jaz. Ja, ste živi, se slišimo, kar povejte. Super. Lejte, jaz pravim takole, ne. Jaz sem bil 45 let srečno poročen, ne. Pa mi je šla 2 centimetrov pod zemljo. Ampak, bom rekel tako, ni bilo dneva, da se ne bi skregala, za 5 minut. Pa so bila dobra, pa so se obrnila, pa se ni za več skregala. Ampak treba se pogovarjati, pa treba se dogovarjati. Pa treba je zaupanje ustvariti pri dveh. Zdaj pa tako, da mladi iščejo, imajo svoje cilje, no in kaj pa že garancija potekle, ramo bolj prijatelje. Sam problem je ta, da tukaj le govorite samo o ženskah. Smo moški na istem. Ja, ne, tudi o moških, absolutno. Moških je celo več po statistiki. Ja, predvsem o tem, da te prvo narnico pogleda, ali moška ali pa ženska. To pa ne gre. In pravim, če ni zaupanja, pa če ni odkritosti, ni nobenega prijateljstva. Sam, prej ste rekli, ženske se rade pogovarjate, ni res, ne. Jaz dobivam, mene je, ker je žena umrla, mi je hči rekla, kaoš pa zdaj sem rekel, gavačam, a je naj po starijah iščem ali po cest, to ne zna več. Pa je rekla, pa pejt na portal, sem rekel, kva pa je to? Je rekla, si pismen. Pa sem bil preveč pismen, pa sem se na enega prijavil, pa sem se pa kar razmnožil. Sam, bom rekel tako, pokvarjenost je pri moških in ženskah velika. Pa še to je, veliko moških je, ki se predstavljajo kot ženske, pa veliko ženskih, ki se predstavljajo kot moški. In treba je malo to preveriti na portalu. Ja, super, to je odlična istočnica, moramo takoj pokomentirati, ker točno to, Luka, tudi jaz slišim, torej res ta razočarjena, da se ljudje pretvarjajo, da so nekdo drug, da dajo napačne podatke, pa moramo pa Karolina nujno še o samskih moških. Kje? Tudi na moške mislimo. Ja, tukaj je tako. Načeloma je problem cele industrije, kaj dosedi za računalnikom, povsod po svetu. Ampak kar recimo zdaj v zadnjem času zelo uspešno rešuje to situacijo, je verifikacija profilov. To je ena storitev, kjer objaviš svojo avtentično sliko, potem potrdiš svojo identiteto, torej ali s telefonom ali s Facebook profilom in pa pač plačaš eno izmed članarin. Te kombinacije teh treh zadev v 95% izloči. Delujejo. Ja, tako da recimo to je način, kako zdaj množično ljudje verificirajo svoje profile
Mora biti tudi portal potem resen pa preverjen, verjetno Ja, seveda, mi smo le od leta 2001, tako da večina ljudi on zelo dobro pozna. Je pa res, da se cel svet ukvarja s tem, kako še izboljšati. Ker tukaj je zanimivo, obstajajo poskusi servisov, ki naredijo sledeče. Ko se uporabnik prijavi, ga pokličajo, potem imajo z njim video pogovor, mora pokazati osebni kontakt? Osebno izkaznico in ne vem kaj, in ga zelo globoko preverjajo. Ampak problem teh storitev, teh portalov je, da ne zaživijo, zaradi tega, ker noben si ne želi, da mu nekdo tak background check dela v njemu, se pravi, da nekdo tako globoko vrta po njem. Tako da to je en kompromis med enostavnostjo, pa med tem, da je še vedno visoka kakovost storitev. Torej, varovalke so. Takoj po premoru pa torej nasveti izključno za samske moške, če ne želite biti več samski ali pa če želite ostati samski. Vse to pokomentiramo. Bodite z nami še do konca oddaje. Radostna ponudba. Še najmočnejšega. Velika izbira gospodinjskih aparatov za pripravo hrane. M-tehnika. Korak do vaših rešitev. Dvojno vrta. Poslušam svoje srce. Poslušam otroka v sebi. Toda, ali tudi slišim dovolj dobro? Poskrbite za svoj sluh. V 15 minutah izveste, kako dobro slišite. Na voljo zdaj pri Neurotu. Napovej največjo daljavo v planici in osvoji lepo nagrado. Nova KBM. Ne pozabite na Lidlovo super soboto. Purani medaljoni, samo 2,49 €. Torte Minotest, samo 3,99 €. Kilogram hrušk, samo 99 centov. Lidl, preprosto več za vas. Food should be the ultimate shared experience, bringing family and friends together. And nothing does that better than cake. So let me share the secrets of my cake diaries. Sladkanje z Rachel Allen. Jutri ob 18:05 na Prvem. Biti samski ali ne, biti srečen ali ne v tem času, ko smo samski, ja, moški. Po statistiki jih je torej celo nekaj več v Sloveniji kot samskih žensk. Karolina, kaj pa moška narava? Kaj je tisto, kar bi svetovali moškim, če pridejo recimo na delavnico? Ki so samski, ki hrepenijo, ki tudi oni iščejo ljubezen, ali pa obratno? Ja, moška narava je malo drugačna od ženske. Ženske smo čustvene, smo vibrantne, damo v en odnos čutenja. Medtem ko moški dostikrat še kaj premislijo prej, preden pridejo do čutenj. Moški dostikrat zracionalizirajo zadeve. Ostanejo na tej racionalni ravni, čeprav na tisti čustveni ravni se seveda dogajajo stvari. Ampak si težje priznajo. Težje pridejo do tistega bistva. In je včasih dobro, recimo, po mojih izkušnjah, jaz imam pač več individualnih terapij, kot pa skupin z moškimi, ampak potem vidiš, kako se odpirajo, kako seveda tudi oni čutijo in koliko je ta mene stiske in koliko je enega strahu pred zavrnitvijo. Mogoče ne pride toliko na plano, pa tako na lahek način, mislim, oni tega ne dajo kar tako ven. Seveda ne dajo. Mora biti tam nek varen odnos, da se lahko o tem spregovori, tako kot smo prej rekli. Seveda, da daš besede čutenjem in potem lahko ustvariš spet nekaj novega. Je pa tudi nekaj, kar je pač za sodoben čas, o tem govorimo in to je dejstvo, moškemu ne teče biološka ura oziroma mu ne tiktaka. In zdaj, vemo, da ženske danes, tudi če pogledamo statistiko, rojevajo kasneje, imajo prvega otroka res bistveno kasneje, če pogledamo pretekla leta. In pri ženskah se pojavi to hrepenenje po družini in je lahko res dosti huje, kot za mogoče moškega, ki ima pač čas, tudi če bo kasneje spoznal partnerko, boste še vedno lahko imela družino, kar pa za žensko ni ravno lahko reči. Ja, to je mogoče en tak pritisk, ki ga ženske čutimo.
Dostikrat potem ženske to hrepenenje kar malo odstavijo na stran. Ok, se ni nujen pa, da bom zdaj mama, ampak fajn je, mogoče pa se soočiti s tem hrepenenjem. Vse to sam en del mene. Ja, hrepenim potem, da bom enkrat mama. In je v redu. Nič ni narobe, da potem hrepenim. Ampak imam pa tudi še ene ostale dele sebe, ki jih pa lahko zdaj živim, ker še nisem mama. In s tem eno svojo vrednost, eno svojo potrditev daš sami sebi. Medtem, ko moški seveda drugače delujejo, ker mogoče nimajo te biološke ure, tudi oni pa hrepenijo po odnosu. In mogoče isto po družini. Seveda. No, da vas slišimo, moški in ženske. Kdo je še z nami? Še nekomu dober dan? V tej oddaji dober dan? Dober dan. Dober dan. Izvolite. Jaz bi pa tole rada povedala. Po 2 zgrešenih vezah sem bila 30 let sama. S tem, da sem rekla, da bom otroke kruhu spravila in tako naprej. No, zdaj le malo pred 70. leto pa pol, sem pa na portalu Ona On poznala enega srčka. Neverjeten je. Ja. Me veseli. In sem presrečna, ja, hvala vam, da ste ga imeli. Hvala, da ste ga imeli. A vas ni sam za denar vprašal? Prosim? A vas ni sam za denar vprašal, pravi Luka? Ne. A veste kako? Mi smo nekje že zgrajene osebe. Če mislimo en drugega spreminjati, to sigurno ne bi šlo. Sva se pa slučajno našla, da je enako tik-takava. In to je to, in spoštovanje, in no ja, enkratno. No, krasno. Dej, kaj bo naprej, še ne vem, sploh ne delava nobenih planov, dele 1 leto pa pol, ker se poznava in se ljubiva, se imava rada, se spoštujeva, sva en za drugega tukaj, v glavnem enkratno. Hvala. Kako lepo. En aplavz, nujno. Ljubezen v zrelih letih je lahko zelo strastna, smo ugotovili v eni izmed prejšnjih oddaj. Lepo. Mislim, vidim, Luka, da je to popolnoma medgeneracijska zadeva. Niti približno rezervirana samo za 30-40-letnike in letnice. Že dolgo ne več. Me zanima v bistvu še tudi en komentar, mogoče, ki ima gospa omenila, se ljubiva, ker raziskave kažejo, da tisti, ki so samski, potem, da 6 samo od 10 samskih nima seksualnega razmerja, torej, da je tudi to lahko problem, da živijo nekakšen celibat in samo čakajo princa in princeso. Kaj pa tu narediti? Jaz pravim, hvala Bogu. Če se odločiš, da si samski, ok, bodi samski. Seveda so tudi drugačne odločitve, ampak dobro je, da tisto obdobje, ok, si namenimo sebi, pustimo malo, da izživimo en del sebe, da mogoče tista energija seksualna, ki je ustvarjalna, a jo lahko obrnemo v eno drugo ustvarjalnost? Ok, a bomo kar dali telo na razpolago? Mislim, ali pa si privoščimo seksualno življenje. Sej drugače je to legitimno, ker v srednji veku to ni bilo. Tako. Mislim, biološke potrebe so močna stvar, jaz tega ne bi šel nasproti temu. Razen, če imaš res neke transcendentalne sposobnosti, da ti to nekam daš, brez da v bistvu kompenziraš, nadkompenziraš. Mislim, moraš se dobro počutiti, ne? Ne mogoče tako, kot beremo v času časopisu, kaj se zgodi, da niti ne smemo iti tja. V glavnem, ne vem, meni se zdi bolj pomembno nekaj drugega, če lahko dodam, kar je rekla gospa. Zadnjič smo razmišljali o tem, kaj je glavni dejavnik, da par dolgoročno ostane skupaj, da sta razvijata dobro partnerstvo in da sta zadovoljna drug z drugim. In smo gotovili nekaj zelo preprostega, pa me zanima, če se strinjate, in sicer, da moški mora ohraniti tiste svoje moške lastnosti, ki jih je imel, ko sta se spoznala. Pika. To pomeni, žensko pogosto pritegne moški kot lovec, kot ponudnik varnosti, mogoče s čisto moškimi atributi, ki so lahko na prvo žogo malo plehki, potem, ko se pa veza razvija, pa odnos rabi kaj drugega tudi, sodelovanje, pogovori, nekaj, kar ni nujno v teh atributih, ki na začetku pritegnejo. In potem je problem, če se moški tekom veze razvodeni v teh svojih moških lastnostih, ker
kot da uspevata, ker to pričakujete, ampak na dolgi rok zaradi tega pade libido, pade privlačnost in v bistvu imaš nek uniseks odnos, kjer ni več iskrice. To je pol zgodbe. Druga polovica je pa še bolj preprosta. Ženska mora pa ostati v očeh svojega moškega trofeja. Avtor teh ugotovitev je Edvard Kadič sicer, ampak jaz sva skupaj razmišljala o tem in sva globoko strinjam. Moški v bistvu je pripravljen poslušati po njegovem še toliko enih, moški rečemo, neumnosti, ki pač niso, ki so pač, kot je Karolina prej rekla, moški drugače procesiramo kot ženske, ženske na prvo žogo s čustvi, moški premišljujemo, to je neumno, kratka moški ima drug spekter, ampak če ženska ostane privlačna v njegovih očeh, je stvar rešena. On bo to toleriral. V bistvu muza, v bistvu predmet poželenja, vse to. To ste takoj skrivo povedali, da je super, da s to mislijo končujemo. Mislim, da ste gledalci tu dobili veliko tehnih misli, mogoče smo razbili kakšen stereotip in gotovo ste dobili tudi kar nekaj dobrih nasvetov, kako biti srečno, samski ali pa ne več samski, samo da ne boste nesrečni. Srečno!